Dobar dan, to je N1 studio. Tudi tokrat smo v Državnem zboru, kjer poslanke in poslanci na seji odločajo o dveh pomembnih zakonih z področja zdravstva, o spremembi interventnega zakona in o preoblikovanju dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Ob tem je opozicijska SDS vložila tudi interpelacijo zoper ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana. Je to res bolj usluga ministru? Ga bo koalicija res složno in enotno podprla? Ali pa sploh ne bo dočakal interpelacijske razprave in bo prej zamenjan? Kako torej naprej na področju zdravstva, ki ga vlada s premierjem Golobom na čelu še naprej razglaša za eno od prioritet te vlade? Ob sebi prav lepo pozdravljam današnja gosta, vodjo poslanske skupine SDS in prvo podpisano pod interpelacijo gospod Jelko Godec, dober dan. In vodjo poslanske skupine Svobode, gospoda Boruta Sajovica, dober dan. Začniva pa midva, gospa Godec, vi ministru interpelacije očitate podaljšanje čakalnih dob, pa serijo prelomljenih oziroma neizpolnjenih obljub, skratka občutno poslabšanje razmer v slovenskem zdravstvu. Koalicija se sklicuje na objektivne okoliščine, tako imenovani covidni rep, na leta poslabševanja razmer že prej. Priznavajo tudi, da kakšne časovnice res niso ujeli, ampak zatrjujejo, da bodo vlagali vse napore, da zdravstvo reformirajo in uredijo. Zakaj vi tem zagotovilom ne verjamete? Veste, težko je verjeti zagotovilom leto dni potem, ko je minister dejal, da bo zdravstvena reforma strani njegovega strateškega sveta pripravljena do konca leta oziroma do konca leta. Težko je verjeti tudi tem obljubam oziroma sedanjim zagotovilom, zato ker so v januarju podpisali zavezo, koalicijsko zavezo, da bodo do 30. junija pripravili ključne spremembe in to zakonodajne spremembe, torej na področju družinske medicine, plačni steber v zdravstvu, potem naslovili absentizem, spremembo upravljanja ZZZS in tako naprej. Torej, težko je verjeti ponovno obljubam in jaz ne samo, da mi ne verjamemo v Slovenski demokratski stranki, ampak jaz verjamem, da tudi ljudje več ne verjamejo. Konec koncev, čakalne dobe so le odraz tega, kaj se dogaja trenutno v zdravstvu, poslabšanje zdravstvenega sistema oziroma razmer v zdravstvu, ki ga je povzročil ta minister z neukrepanjem, z veliko obljubami, naslavljanjem, kot oni temu rečejo, pa vendar se vidimo, kaj se danes dogaja, torej zelo, zelo malo. Gospod Sajovic, sam minister Bešič Loredan je veliko napovedoval, kaj vse se bo zgodilo, pa se ni. Pravi tudi, da na ministrstvu nikoli niso govorili o nobenem eksperimentu, tu se nanašamo seveda na interventni zakon. Res je, o tem eksperimentu ni govoril minister, ampak kar premier Golob, ki pa je zdravstveno reformo prevzel na svoja pleča. No, za plačni steber v zdravstvu pa je minister izjavil, da citiram, če vlada do 30. junija ne opravi svoje naloge, potem moramo mi prevzeti politično odgovornost. Konec citata. Kdo jo bo sprejel? Kdo bo sprejel to politično odgovornost? Danes je 30. junij, plačnega stebra za zdravstvo še ni. Politično odgovornost sprejemamo mi danes z dejanji, z vložitvijo dveh zakonov, pozabil ste mogoče omeniti še tretjega, resolucijo o drogah, ki se nam zaradi razširjenosti pojava zlasti med mladino zdi zelo pomembna. Nedolgo nazaj smo v prvem branju sprejeli zakon o digitalizaciji. V slovenskem zdravstvu se za investicije namenja okrog 2 milijardi sredstev, največ v oba univerzitetna klinična centra, tudi v številne zdravstvene domove. O spremembah na področju zdravstvenega zavarovanja se govori že 2 desetletji. Mi bomo vsakemu od državljank in državljanov te države v naslednjem letu do konca leta prihranili okrog 100 evrov, kajti zamejili smo ceno zavarovanja na okrog 35 evrov, namesto na zneske 45 do 50 evrov, ki so si jih želele zavarovalnice. Država pomaga z dodatnimi sredstvi v zdravstvu, ker se nam zdijo pomembna. Danes govorimo o interventnem zakonu. Očita se državi, da je za 35 tisoč storitev, ki so jih bili deležni pacienti, zapravila več kot 100 milijonov. Jaz bi državi, ki ima posluh za zdravje ljudi, čestital in rekel hvala lepa. Pejmo še na zaupanje, na odgovornost. Stanje v zdravstvu ni idealno. Ampak govorite o zaupanju... Marsikje
gori. Ja. V opoziciji pa takrat, ko gori, ko je težav največ, odstavljajo prvega gasilca. Razumi, kdor more. Kako odgovarjate, ko najbolj gori, odstavljate prvega gasilca? Ja, zato, ker prvi gasilec neti požar. Enostavno. Če imaš med gasilci piromana, ga pač odstaviš. To je med gasilci dobro znano. Torej, če najdejo tistega, ki povzroča požar, ga odstavijo. Kolega Sajovic zamegljuje zadeve. Vi ste ga vprašali, kdo bo prevzel odgovornost, ker 30.6. ni plačnega sistema v zdravstvu. Kdo bo prevzel odgovornost? Minister je dejal, da je treba prevzeti odgovornost. Tega ni. Poleg tega še ni vseh ostalih zadev, ki sem jih prej naštela. Družinska medicina, nobenega zakona, potem imamo urgentne centre, satelitske centre, potem imamo vodstveno spremembo ZZZS in tako naprej. Torej, ne zamagljevati s tem, da je 35.000 ljudi dobilo zdravstveno oskrbo z naslova interventnega zakona. Ti ljudje so danes po ustavi, po 51. členu zakona upravičeni oziroma imajo pravico do zdravstvenega varstva in ne govori, da je zdaj to hvale vredno. Torej, še enkrat, odgovornost mora prevzeti minister ali vlada. Konec koncev je tukaj vprašanje odgovornosti premierja, ki je, kot ste dejali, zdravstveno reformo prevzel nase. Prevzel je strateški svet, dejal je, da bo on vodil zdravstveno reformo. Premijer govori celo to, da je dovolj denarja v zdravstvu in da je slabo upravljanje, kar se celo lahko strinjamo, ampak minister trdi drugače. Tudi vi trdite drugače. Potrebno je več denarja, še več. Zdravstvena zavarovalnica je bila po besedah ministrov tista, ki je ključna pri problemih, da se zdravstvo nič ne spremeni. Danes ni nobenih sprememb za to zavarovalnico, se pa seveda nalaga nov in nov denar v to zdravstveno zavarovalnico, ki jo je minister označil kot glavno tarčo, ki jo je treba pač odstraniti oziroma jo spremeniti. Torej, to zamegljevanje, gledajte, odgovornost mora nekdo prevzeti in mi v Slovenski demokratski stranki smo vložili interpelacijo, v kateri so navedbe ministra, predsednika vlade, dr. Breclja, različnih poročil, tudi poročila ministrstva in jaz bi prosila, da odgovorite, kaj od tega ne drži, kar je v interpelaciji. Za interpelacijo, ki je navaden političen pamflet, nagajanje, tako kot referendumi, vlaganje zakonov, ki naj bi rešili tisto, potem, ko ste izgubili mandat, kar vam ni uspelo. Odgovornost prevzemamo mi v koaliciji in zato se danes pogovarjamo o rešitvah, ne o rešitvah. Poglejte, koliko smo imeli ministrov, vsi so bili rušeni strani politike, namesto da bi jim ponujali roko. Omenjate plačni steber. A minister določi plačni steber, a je povezan na pogajanja s sindikati? Ja, ni, ker ga je bila njegova napoved. To je minister Loredan napovedal. Minister je bil pozitiven, je bil optimističen. Predsednik vlade ga je izločil iz pogajanj. Razmišljal je tako kot jaz, da bodo tisti na drugi strani, ki so dali Hipokratovo prisego, ki so odgovorni, ponudili roko in rekli, ja, zahtevamo boljše plače, boljše pogoje, pripravljeni smo pa tudi nekaj več narediti. In tega nekaj več narediti ni, zato ker vedo, da v delu slovenske politike lahko vedno računajo na tiho ali pa glasno pomoč in odporo. Ne pristajam na logiko, ki jo goji opozicija, da seveda čim slabše, tem bolje za nas. Mi si želimo dobre rešitve za državljanke in državljane. Zanimivo, ko je bila opozicija na oblasti, so iste besede so uporabljali kot vi ravno kar, ampak vas bom tako vprašal, gospod Sajovic, zakaj naj ljudje vašim obljubam in napovedim tokrat verjamejo, glede na to, da se v večini niso uresničile, kaj bo od zdaj drugače? Ali boste delali, kot ste doslej, napovedovali roke, ki potem pač niso spoštovani, časovnice, ki niso izpeljane, tako kot so zastavljene? Ker ste me očitno tudi vi slabo slišal, bova še enkrat ponovila. 35.000 opravljenih storitev ni obljuba. Reforma zdravstvenega zavarovanja, ki ljudem pušča v denarnici 100 evrov, najbrž ni obljuba. Ampak kaj bodo imeli ljudje od tega? Rekli ste, prihranili bodo 100 evrov, v redu, znesek ste pač določili na 35, ne bo šel na 45, ampak uporabnike, zdaj bodo to vsi plačevali, ker bo obvezno. Kaj bodo od tega imeli? Bodo imeli boljše storitve, bodo manj čakali? Kaj bo prineslo to preoblikovanje dopolnilnega zavarovanja? Zagotovo.
Imeli bomo bolj jasen in pa transparenten sistem, za tega je nujna tudi digitalizacija, ki je bila sprejeta. Digitalizacijo, in to se mi zdi dobro, smo v tem državnem zboru sprejeli vsi. Ni bilo nasprotovanja. Vse pa stvari, ki so se nabirale 30 letja, ne dajo rešiti ne v 3 mesecih, niti v 3 letih. In jaz mislim, da delamo z izzivi, s težavami, ampak cilji ostanejo jasni. Jaz bom tako rekla, gledajte, vsak z veseljem plača določen znesek v zdravstvu, če ve, da bo storitev dobil tako, kot mu pripada po ustavi in zakonu. Če bo imel svobodno izbiro zdravnika, če bo pravočasno prišel na storitev, ki jo mora biti upravljena po napotnici, ki jo dobi od zdravnika, če pa ti uvajaš nov davek, nov prispevek, pa se v sistemu popolnoma nič ne spremeni, pa jaz mislim, da je nefer državljanom govoriti, kako jim boste privarčevali določen denar, hkrati pa bodo čakali popolnoma enako, nobena storitev se ne bo drugače obravnavala. In še enkrat, 35 000 ljudi vam ne more reči hvala, zato ker je to po ustavi že brez teh vaših, bom rekla, silnih sredstev in interventnega zakona že pravica. Pravica in samo malo. Kolega Sajovic, ne izmikajte se odgovorom, odgovornost je potrebno sprejeti. Se strinjam lahko, da so razmere v zdravstvu že dolgo časa kaotične. Tudi iz časa Milojke Kolar Celarc, ko je vaš minister najbolj, bom rekla, glasno protestiral na ulicah, češ zakaj se uvajajo napotnice zelo hitro. In ravno te napotnice danes seveda povzročajo kaos. Ampak minister ne naredi nič. Nič. Zakaj se tu ne prečistijo zadeve? Torej še enkrat, jaz moram reči, pa to, če še lahko repliciram, da je interpelacija politikanstvo. V interpelaciji še enkrat, kolega Sajovic, se še niste prebrali, ne? Se po moje polovica poslancev niti ni pogledala interpelacije. Notri so samo navedbe predsednika vlade, ministra, strateškega sveta, poročila in tako naprej. Nobenega našega mnenja, ampak samo ogledalo nastavljeno, da v pol leta niste naredili. In zdaj pravite, naslavljamo, bomo naredili. Kdaj, kolega Sajovic? Prevzamite politično odgovornost, konec koncev tudi v koaliciji, ki ste zavezo 18.1.23 podpisali, da boste do junija rešili to in to. Danes pa vsi nič ne vidim, nič ne slišim. Tako da, gledajte, spremeniti je treba celotni sistem, obračunski model financiranja in tako naprej. In potem se lahko govori o tem dopolnilno ne ali kako drugače, prerešetati osnovno košarico pravic in tako naprej. Tega, a veste, mislim, to, kar zdaj vi govorite, je politikanstvo, ne pa politika. Politika pomaga ljudem, politikanstvo pa govori, bomo naslovili. Ja, politikanstvo je vložitev interpelacije. Ne, to je samo inštrument opozicije, da opozori na to, da vi oziroma minister še enkrat ne dela tisto, kar je potrebno, ampak ravno to, kar smo prej govorili, povzroča še večji požar oziroma kaos v zdravstvu. Interpelacijo ste napovedovali cel teden, vložili ste jo pa včeraj popoldan, zato, da bi zameglili fokus od naših dejanj, ki jih danes delamo s sprejemom 3 pomembnih zakonov. Interventni zakon ne prinaša nobenega novega davka, zdravstveno zavarovanje gre nasprot ljudem, ne zavarovalnicam, ne dobaviteljem in ne zasebnikom, kot je bila, rekel, vaša praksa. Ja, gospa kolegica Jelka, kdaj je treba stopiti pred ogledalo? V vladi, ki se je namesto s covidom in zdravstvom ukvarjala z nakupom in biznisiranjem ventilatorjev, s provizijami in z maskami, ste bila, kaj že, državna sekretarka v kabinetu predsednika vlade za zdravstvo. Vas je kdo takrat interpeliral? Ste prevzela kakšno odgovornost? Ja, interpelirale so vas volivke in volivci 24. aprila. Kratek odgovor. Ja, jaz moram tu reči, jaz bi prosila še, poleg že določenih drugih poslancev, da te trditve dokaže. Provizije za ventilatorje, provizije za maske, jaz imam dosti tega. Dobesedno dosti tega. Ker to, še enkrat, bom prevzela odgovornost, ko sem jim dokazan. Gospod Sajovic, zdaj priča vseh oziroma ljudstva in državljanov, dokažite. Dokažite provizije za ventilator in tako naprej. Jaz vedno ponosno povem, da sem bila državna sekretarka v kabinetu predsednika vlade v času covida.
In sem ponosna na to. In bom tudi prevzela odgovornost, ko mi boste dokazali to, kar ste danes trdili. In je v bistvu to zamegljevanje še enkrat. Mi smo danes leta 23. Leta 23 na vaših obljubah, polletnih, obljubljah ministra, obljubljah predsednika vlade. In ne zdaj vi meni govoriti za nazaj stvari. Bom prevzela odgovornost, ko bo dokazano. Spremete ta izziv, gospod Sajovic. Nobenega problema. Gospa Jelka mora še enkrat poslušati posnetek. Opisali smo stanje v tistem času. Jaz mislim, da enega ali pa dva ministra, pa še koga od njegovih sodelavcev iz tistega obdobja preiskujejo sodišča in pa ustrezni organi. Govorili ste o meni. Ne, nikdar in nikoli ni bilo govora o vas osebno, Torej zajemlja že ampak nazaj. v času, ko ste bila odgovorna za to, so se dogajale tudi stvari, ki nam niso bile v čast. Če se vrnemo zdaj k zdajšnji vladi, k zdajšnjemu ministru, gospod Sajovic, v Svobodi in tudi pri ostalih dveh koalicijskih strankah, ves čas ponavljate, da ima minister Bešič Loredan za zdaj vašo podporo, oziroma da jo ima, dokler izvaja program vaše stranke in zaveze iz koalicijske pogodbe. To torej pomeni, da če zdaj do interpelacijske razprave, ki bo predvidoma septembra, ugotovite, da tega ne počne, ne bo imel vaše podpore in ga bo predsednik vlade zamenjal ali kako? Stališče smo jasno oblikovali in jasno povedali, ta trenutek ima minister vso našo podporo, zagotovo tudi predsednik vlade, ki pri teh odločitvah nosi največjo odgovornost, in jaz sem prepričan, da bomo poslanci koalicije skupaj z vlado in z ministrom Loredanom voz zdravstva, ki je nekje obtičal, premaknili za konkreten korak naprej. A pa imate zagotovila koalicijskih partnerjev, da ministra podpirajo, oziroma kaj boste storili, če bodo partnerji na glasovanju o njem vzdržani? Levica že več njegovih predlogov ni podprla, tudi ob napovedi interpelacije so dejali, da se je res treba o ministru pogovoriti. Vodja poslanske skupine Levice, vaš kolega Matej Tašner Vatovec, je za N1 dejal, da je bilo v zadnjem letu narejenega definitivno premalo. A imate zagotovila koalicijskih partnerjev? V politiki nikdar in nikoli ni zagotovil. Vsi tisti, ki pa danes že 4. uro spremljamo razpravo v državnem zboru, pa smo slišali tudi z ust koalicijskih partnerjev, da interventni zakon in smer, ki jo danes naslavljamo, tako kot zgodbo zdravstvenega zavarovanja, podpiramo. Ne nazadnje, dali smo si roko in pa obljubo. Še eno vprašanje tu, glede na to, da je predsednik Strateškega sveta za zdravstvo pri predsedniku vlade Robertu Golobu, dr. Erik Brecelj, ki mu torej premier Golob precej zaupa, da mu je zaupal to odgovorno nalogo, jasno, nedvoumno pozval ministra Bešiča Loredana k odstopu, da torej ne uživa več njegovega zaupanja. Ali tega v Svobodi, v poslanski skupini ne razumete, da tudi predsednik vlade več nima zaupanja v ministra za zdravje? Vendarle si je sam izbral dr. Breclja, da bo on tisti, ki bo bdel in koordiniral pripravo zdravstvene reforme. Lejte, poslabševanje zadev in pa tudi v medijih iskanje nekega ozadja, nekih zapletov, nekih zadev, ki bi bile dramatične ali pa alarmantne, je pač poteza, ki privablja gledanosti. Jaz pa mislim, da je predsednik vlade moder mož, ki sliši eno, drugo in tretjo stvar, potem se pa skupaj z ministrom odloča. Doktor Brecelj je izjemen kirurg, izjemen zdravnik, ostaja zvest samemu sebi. Ampak se ne strinjate z njim, da bi minister mogel iti, ne? On vsem nastavlja ogledalo, ministre potrjujemo poslanci, predlaga jih pa predsednik vlade, ne predsedniki strateških svetov. Dobro, gospa Godec, v Novi Sloveniji podpisov za interpelacijo niso prispevali, ste jih sploh zaprosili za to? Ne, vložili smo sami. Kako pa to? Odločitev poslanske skupine je bila, bom rekla, v ponedeljek in potem smo tudi to napovedali, tako da nismo niti iskali podpisov. Ja, oni pravijo, da s tem v bistvu delate uslugo ministru, ker da boste s tem povzročili, da koalicija strne vrste okoli njega. Kako odgovarjate na to? Glejte, to odgovarjam tako kot pri prejšnjih interpelacijah. Koalicija seveda vedno brani svojega ministra, oziroma pri tej politični podpori po moje tudi ni vprašanje. Je pa to pač priložnost, da se pogovorimo o ministru, tako kot so rekli koalicijski poslanci Levice,
da ne bodo podprli naše interpelacije, ker pač vložila SDS, da pa je potreben razgovor, pogovor o delu ministra, s katerim očitno niso zadovoljni. Tole slišim tudi iz strani SD-ja, tudi iz nekaterih poslancev Svobode. Je pa seveda tudi predsednik vlade tisti, ki je očitno po mojem sporočilu, kot ste dejali, poslal po dr. Breclju, preko dr. Breclja, o tem, kaj si misli o ministru. Tako da do septembra se še lahko marsikaj zgodi. Bomo pa videli, kako stvari bodo tekle. Ja, zaključila bova midva, gospod Sajovic, katere konkretne rezultate od ministra Bešiča Loredana pričakujete do konca tega leta, kaj mora biti narejeno, kje morajo biti vidni učinki? Učinki so že vidni, nadaljevali bomo zgodbo na zakonodaji. Danes sva že omenila 3x3 zakoni, zaključiti je treba zakon o digitalizaciji. Kje pa je zakon o ZZZS? Zakon o ZZZS se pripravlja in slej ko prej, ko bo usklajen, bo ponovno šel v proceduro. Ampak minister je rekel, da sta zakon o digitalizaciji in ta omenjeni zakon siamska dvojčka. Zdaj se pa vsakega posebej obravnava. Zakonodajna materija in naslavljanje problemov je živa stvar. Stvari se spreminjamo in v danem trenutku skušamo narediti največ, kar se da. Zakon o ZZZS je bil umaknjen, bil je v javni razpravi in ga danes več ni, namreč nov zakon je spisan, v bistvu sprememba novela zakona o zdravstvenem varstvu, zdravstvenem zavarovanju. Dobili smo ga tudi opozicijski poslanci, tako da kolega Sajovic niti ne ve, da se njihovi zakoni v bistvu umikajo oziroma minister je odustal od tega, da bi spremenil poslovanje oziroma upravo ZZZS-ja. Umik enega zakona seveda ne pomeni, da rešitev ne usklajujemo in ne iščemo naprej. Ko jih najdemo, bomo seveda stvari vložili tudi v parlamentarno proceduro. In mi bomo seveda to z zanimanjem spremljali in o tem poročali, tako kot doslej. Spoštovana gosta, gospa Jelka Godec, gospod Borut Sajovic, najlepša hvala, da ste bila gostja mobilnega N1 studia. Hvala za povabilo. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost, seveda o razpletu današnje seje in vseh nadaljnjih ukrepih na področju zdravstvene politike bomo seveda na n1info.si poročali še naprej. Iz Državnega zbora pa le še lep pozdrav in nasvidenje.